Wow, kar zanimivo je. Živjo, vedno, ko sem bila starši v Bohinju, sem želela videti, kaj je v tem planšarskem muzeju. No, in zdaj, ko sem končno tukaj, mi bo kaj več o tem lahko povedala Ana. Živjo, živa. Dobrodošla tukaj pri nas v planšarskem muzeju, v Stari Fužini v Bohinju. Tukaj je predstavljeno bohinjsko planšarstvo in z njim povezano sirarstvo. To pomeni izdelovanje sira. In veš kaj? Ta muzej se nahaja kar v nekdanji sirarni. Tukaj so še dobrih 40 let nazaj izdelovali sir. Wow, kako je lepo. Zelo, ja. Zakaj pa je ta muzej ravno v Bohinju? Ja, tukaj so imeli malo obdelovalnih površin. Zime so bile dolge, poletja kratka in zato so se Bohinjci večinoma ukvarjali z živinorejo. Mleko in mlečni izdelki, recimo maslo in sir, pa so bili že od nekdaj pomembna sestavina vsakdanje prehrane. Saj tako je pa tudi še danes, a ni? Ja, res je. Kaj pa sploh je planšarstvo? To je paša na gorskih pašnikih. V Bohinju in še kje drugje, recimo v Trenti, se je razvila posebna oblika selitvene ali sezonske paše. To pomeni, da so živino pozimi redili v hlevih, v drugih letnih časih pa pasli. Zgodaj spomladi recimo so jo pasli na skupnih vaških travnikih, pozno spomladi na senožetnih ali malo nižjih planinah, poleti pa na visokih planinah in potem so se postopoma spet v nasprotni smeri vračali nazaj proti vasi. In to se imenuje planšarstvo. A ti pastirji, ki so se z živino selili na planine, a to so bili planšarji? Ja, Bohinjci, ki so pasli živino v planinah, so se imenovali majerji. Bohinjke pa majerce. Niso le pasli živine, ampak so jo tudi molzli in pomagali pri sirjenju. Skrb za živino je bila za majerja na prvem mestu. Zato mu je največ pomenilo, da je bila živina zdrava. Sami so skrbeli za vse. Za živino, kurjavo, kuho, pranje in čiščenje. Majerjem pa je bilo za naporno delo poplačano s prelepimi razgledi s planin in združenjem z ostalimi majerji. Včasih, ko je bilo na planinah več mladih kot starih majerjev, je bilo gor zelo veselo. Majerji so se dobivali ob večerih v sirarcah ali pa v stanovih. Tam so se pomenkovali, šalili, peli in plesali. Veljali so za zanesljive in sposobne ljudi, seveda pa jim ni smela manjkati navezanost na planine, saj so tam preživeli res veliko časa. A kar cela hiška v muzeju? Ja, tole je planšarski stan s planine Zajamniki. Majerjevo bivališče v planinah se je imenovalo stan. Vsak gospodar je imel na planini svoj stan in hlev za živino. Stanovi so bili na nižjih planinah zidani, na višjih pa leseni, prav tako hlevi. No, sirarstvo pa so imeli na Zajamnikih skupno. Tukaj so spali, vidiš posteljo? Ja. Zraven postelje so imeli mlečnico, ta je služila za shranjevanje in hlajenje mleka. No, kurili in kuhali pa so na odprtem ognjišču, rekli so mu goniše. Nad njim pa so sušili drva, obleke ali pa take drobne sirčke, ožemčke. Poskrbeli pa so tudi, da so imeli ta začasna bivališča okrašena. Stanove so okrasili z izrezanimi vzorci iz časopisnega papirja, s katerim so okrasili omarice ali pa police, na katerih so imeli shranjene skodelice. Izdelovanje sira ima v Bohinju dolgo tradicijo. Zaradi izrednega pomena, ki ga je imelo sirarstvo, je bil tukaj sirarski poklic vedno zelo cenjen in ugleden. Vzor za izdelovanje sira in uporabo novih tehnologij pa je bila Švica.
Pred Prvo svetovno vojno so prirejali sirarske tečaje v Bohinjski Bistrici in Stari Fužini. Kasneje pa so se bohinjski sirarji šolali v mlekarski šoli v Škofji Loki, nato pa v Kranju. Sposobne domače sirarje, ki so vodili vaške sirarne, pa so pošiljali na prakso v Švico. Wow, to pa je velika posoda. Ja, to pa je kotel. V kotlih so mleko med mešanjem segreli do določene temperature. Tam nekje med 30 in 35 stopinj je moralo imeti. Tukaj spodaj so zakurili. Vidiš, to je ognjišče. Ja. Segretemu mleku so potem dodali sirišče. Tega so izdelali iz želodčkov, teličkov in kozličkov. Danes ga pa kar kupijo. Potem so to zmes premešali in počakali, da se je mleko usirilo. Kaj pa so ti predmeti na steni? O, to pa je velika metlica za mešalnik. Ja, to je pa trnač. Ko se je mleko usirilo, so ga s tem ves čas mešali in še naprej segrevali to sirno maso. Ta se je strjevala in z mešanjem s trnačem so jo obdelali do velikosti zrn, recimo do velikosti pšenice. Tole pa spominja na harfo. Ja, se tudi je harfa, ampak taka sirarska harfa. To so uporabljali za rezanje sirne mase. Tukaj imamo pa celo sirarsko sablo. Tudi to so uporabljali za rezanje sirarske mase. Sirno maso so nato zmešali in pustili, da se je usedla na dno kotla. Sirarskim prtom so potem zrno pobrali ven in ga nekam obesili, da se je sirotka odcedila. Sir so oblikovali z obročem, pokrili s prtom in pokrovom ter vložili v prešo. To so stisnili, da je do konca odtekla sirotka in počakali, da se je sir ohladil. Vrste sirov so različne, razpoznavne po območjih, na katerih so izdelane. Poznamo kravje, ovčje in kozje sire in tudi take narejene iz mešanic 2 ali 3 vrst mleka. Kateri sir je pa tvoj najljubši? Mislim, da tisti z luknjami. Tisti je dober, ja? Ampak kaj pa praviš na tega? Res je dober. Veš, to je pa pravi bohinjski sir. Ampak Ana, jaz pa vem, da je tudi maslo narejeno iz mleka. Ja, res je. Maslo narejeno iz smetane, ki se nabere na mleku. Mleko so zlili v široko posodo in počakali, da se je na vrhu nabrala smetana. Pobrali so jo dol in shranili v posodi, dokler jo niso imeli kakšen liter ali 2. Maso so večinoma skuhali, saj se kuhano ni tako hitro pokvarilo. Uporabljali so ga pa predvsem kot za belo ali pa celo za mastenje las. O, fuj! Ja, Bohinjci so maslo dolgo prodajali v Trst. Preostalo mleko pa so porabili doma. Poleg sirarn se je tako razvilo tudi precej maslarn, kjer so izdelovali surovo, kuhano ali topljeno in soljeno maslo. Kakšen smešen predmet. A je to kakšen inštrument? Ne, to pa ni inštrument, to je pa pinja. S pomočjo pinje so izdelali maslo. Vanjo so vlili smetano in s pomikanjem lesene palice navzgor in navzdol so smetano zmedli v maslo. Vendar pinja ni smela biti preveč napolnjena, le do polovice. Poglej, Živa, tukaj imamo pa predstavljeno orodje, s katerim so izdelovali maslo. Tole je snemavnica, taka velika lesena žlica, s katero so posnemali smetano z mleka ali pa skuto iz sirarskega kotla. Tukaj imamo razstavljene grebrce. Greba v narečju pomeni kepa masla. Ko se je maslo v pinji oblikovalo v kepo, so jo dali v to skledo, kjer so jo prali s hladno vodo in maslo se je dodatno ohladilo. Preden so maslo poslali v dolino,
pa so to kepo masla zgladili in na njo otisnili različne ornamente s temi muštrci za okraševanje masla. Po prvi svetovni vojni pa so začeli uporabljati take modelčke za maslo. Maslo za prodajo so oblikovali v modelčkih z ornamenti, recimo s takimi vzorčki. Tudi rezljanje teh vzorčkov je bilo zanimivo delo. Ali lahko maslo naredimo tudi sami doma? Lahko ja, najbolje, da kar poskusiš. In vem, kdo ti bo pri tem lahko pomagal. Naša Magda v Gorenjskem muzeju v Kranju. Pa kar pojdiva, komaj že čakam. Živjo, Živa. Živjo. No, čisto res je, da maslo lahko naredimo sami doma. In danes ga bova midve skupaj naredili. Najprej te bom pa vprašala, če ti slučajno veš, iz česa je maslo pravzaprav narejeno. Iz mleka? V bistvu imaš prav, iz mleka, ampak ne iz vsega mleka. Kaj je že tisto, kar se nabere na vrhu? Smetana? Točno, smetana. Včasih na kmetih so seveda smetano vsak dan pobirali iz mleka, da se je nabralo dovolj, zdaj gremo pa lahko enostavno v trgovino in smetano kupimo. No, na mizi imamo pa dve zanimivi posodi. Si ti mogoče takšno posodo že videla v Planšarskem muzeju? Ja, pinja se ji reče. Tako je, pinja se ji reče. No in res v muzeju običajno vidimo pinjo takšnole, zaprto in pa mi po pravici povej, ti veš, kakšna je v notranjosti? Ne. Ne veš. Tukaj imaš možnost, da to enostavno odpreš in pogledaš. Wow. O, zanimivo, ne? Ja. Na taka paličica je s tremi, a ima tvoja tudi 3 luknje? Ja. 3 luknje, tole je pokrov in v notranjosti je pa čisto taka običajna posoda, ne? Ja. Tako. Zakaj misliš, da je pinja takole narejena? Da lažje stepemo smetano? Tako je, res je. Smetano moramo stepati. Sva zato, da greva kar stepati smetano? Ja. Sva. Odpri pinjo, jaz bom vlila smetano vanjo. Smetane ne sme biti preveč, rajši malo manj kot polovico pinje. Tako, jaz mislim, da bo v redu, da je dovolj. Zdaj pa enostavno položi takole, pritisni pokrovček gor in stepamo pa tako, da tolčemo. Wow, kar šprica. Je naporno? Ja, malo Je tako. kar je, ne? In to delo so običajno na kmetih opravljali otroci. Zdaj pa že mama v nanosu. Vidim, ja. Zdaj pa bi lahko pogledali, imam občutek, da je smetana že stepena. Ja, zdaj je pa že kar. Zdaj je pa že stepena. Živa, a sva končali? Ne še? Ne še. Vidva morava stepati naprej. No, in poleg masla je nastalo še nekaj. Voda. Ja, takšna tekočina, voda, ki ji pa rečemo pinjenec. Tako, jaz mislim, da je najino maslo narejeno. Zdaj pa pinjo kar odpri. Krasno. In to vodo, ta pinjenec, odlijemo in kaj misliš, vržemo stran? Ne. Pinjenec je zelo, zelo dober za pitje. Ne samo dober, tudi zelo zdrav.
Zdaj pa ti tole kepo masla daš v mrzlo vodo. Tako. Zdaj pa tole kepico kar noč se bat roke v vodo, pa stiskaš skupaj. Stiskaš skupaj, da spraviš tako, tekočino je treba ven spraviti. Kaj moramo zdaj narediti? Dodati v modelček. Tako je, v modelček. Aha, tegale smo izbrali. Vidite, nam je masla nastalo ravno za en modelček, se mi zdi. Takole. Zdaj pa kar pritisneš, dobro pritiskaš. A ga je ravno za en modelček, a? Še več mogoče. Kar pritisneš, fino pritisneš. Tako. Odvečno maslo boš kar sem mi dala. A? Krasen. Ja. Še lepši bi bil, če bi ga dali za kakšne 2 uri prej v hladilnik, da se strdi. No, kakšno je najino maslo? Res je dobro. No, vidiš, takšno maslo lahko narediš kadarkoli doma, če imaš smetano. Pinje sploh ne potrebuješ. Lahko porabiš navaden električni mešalnik. Stepaš smetano in ko je stepena, jo stepaš še nekaj časa, postopek naprej pa že poznaš. No, Živa, kako se ti je zdelo danes? Res sem se veliko naučila. O plančarjih, o siru in naučila sem se sama narediti maslo. Gotovo še kdaj pridem in predlagam, da pridete tudi vi.